Člani in članice Abonmaja, prav lepo vas pozdravljam. Upam, da ste zelo uživali ob ogledu teh dveh imenitnih dokumentarnih filmov. Še posebej lepo pa pozdravljam naša današnja gosta. To sta dva gospoda, ki sta zakrivila ta dva filma. Najprej Karpo Godina, ki ga najbrž skoraj da ni treba posebej predstavljati, tako da bom res v dveh besedah. Režiser, scenarist, montažer, direktor fotografije, profesor na ljubljanski AGRFT, dobitnik številnih nagrad, med njimi tudi Prešernove nagrade, in pa tukaj ob meni Matjaž Ivanišin, režiser, zaenkrat dokumentarist, ampak prav zdaj tudi on pripravlja svoj prvi igrani film. Tako kot Karpo Godina, tudi Matjaž Ivanišin v svoji generaciji že ob samem začetku izstopajoč režiser, avtor številnih dokumentarnih filmov, esejev, nagrajenih filmov, ki so podobno kot Karpovi filmi prepotovali vso Evropo, evropske filmske festivale, svetovne filmske festivale, so deli različnih retrospektiv. Tako da sem res vesela, da sta oba si danes lahko vzela čas in sta tukaj z nami. Pa mogoče za začetek se mi zdi, da ne moremo začeti drugače kot s tem vprašanjem. Karpo Godina je oktobra lani gostoval v New Yorku v MoMI, ki se mu je v času razstave o jugoslovanski arhitekturi poklonila z retrospektivo njegovih eksperimentalnih, igranih filmov, dokumentarnih filmov. Del te retrospektive je bil tudi Matjažev film o njem, Karpo Potnik. Karpo, mogoče tudi ta film, ki smo ga danes videli, torej film Zdravi ljudje za razvedrilo, je bil del te retrospektive. Kako si ti v celoti doživel ta New York, te dneve gledanja filmov v MoMI? Najprej dober dan. Zdaj ne vem, koliko ta mikrofon treba blizu dati, tako da se sliši. Prvič sedim tukaj in bomo pili kavico skupaj. Kot zgleda, me pa preseneča, jaz nisem točno vedel, kakšna generacija je to, tako da o stvareh, o katerih bom govoril, ste vi seznanjeni, tako ker jaz bom govoril o stvareh praktično izpred 50 let, ne. Ja, tako da jaz sem avnojski otrok, prišel sem iz Jajca leta 1943, tako da je še kdo tukaj verjetno moja generacija, ne, pa tu nekje smo, tako ne bom žalil sveta žensk, ker se ne sme leta povedati, ne. Ta MoMA je, ne vem, koliko ste seznanjeni, to je kratica za Muzej moderne umetnosti v New Yorku. In priti v to inštitucijo je, ne vem, to je nekako najvišji domet, ki ga lahko se doseže. Kako je prišlo do tega, da sem jaz tja noter padel, ne vem, ampak sem padel. Tam sem imel 7 programov in po vsakem programu in pred programom sem se pogovarjal s publiko. Bilo je res sjajno in polno izkustev, ker tu ne prihaja samo publika, ki je iz celega sveta prihaja publika, tako da smo imeli tudi, sem ogromno videl tudi Kitajcev, Japoncev, vsega tega, tako da je to tako multikulturna publika in je potem zame bil vsekakor nek zanimiv feedback, kako gledajo na te filme pač ti razni prebivalci te zemeljske krogle in to mi je bilo tisto najdragocenejše. Lahko pa pohvalim tako, moram biti tudi malo kritičen, lahko pohvalim naše
vrle Slovence, da nisem bil praktično podprt z ničimer tam, niti so se pojavili ljudje iz ambasade, niti je bil kakšen novinar, razen slučajno se je pa naša gospa pojavila tam in je napravila praktično edini intervju z menoj. Za razliko od populacije bivše Jugoslavije, teh je bilo pa ogromno. Torej ni bilo celo, jaz mislim, nihče mi vse ni pristopil, da bi bil od Slovencev tam. Ne vem, niso jih obveščali, ne vem, kaj je to bilo. Enostavno, to je bila tista moja mala rana, ki me je mal prizadela. Ampak bilo je pa suma sumarum pa zame to dejansko fantastičen dogodek in doživetje. Toliko za zdaj. No, kot sem že rekla, film Zdravi ljudje za razvedrilo je tudi bil eden od teh tvojih dokumentarnih, eksperimentalnih filmov, ki so se vrteli v MOMI in gledalci tam so zelo se uživeli v ta film, čeprav ne poznajo mogoče toliko dobro zgodovine in okoliščin, v katerih je ta film nastal. Nastal je leta 1971. To je bil en tak zelo živahen čas v Jugoslaviji, leto 68, študentska gibanja, pa v Sloveniji cestna afera. Mogoče, kakšno je bilo to črni val, seveda jugoslovanski, močen filmski zagon, močni avtori, mogoče še to, kar po tem okolju, v katerem si ti začel kot diplomant režije snemati in tudi potem snemati svoje filme? Ne vem, vse to so malo prej z Ingrid govorila. Jaz nimam drugega, če dobim takšno vprašanje, kot da se ponavljam, ampak verjetno vi še niste slišali, kdo pa je slišal in se opravičujem, ker ne moreš nekako na iste teme dajati različne odgovore, tako da je pač sem prisiljen mogoče malo zabeliti, kaj pa se še kaj spomniti, ampak no, jaz sem, ko sem končal tukaj akademijo v Ljubljani, me je poklical leta 1968 Želimir Žilnik v Novi Sad. Želimir Žilnik, jaz upam, da poznate to ime, več ali manj. On me je spoznal skozi moja filmska dela, predvsem amaterske, ker smo tudi kot amaterji delovali takrat, in mu je bila všeč moja kamera, čeprav sem se režijo študiral, ampak je rekel, no, v Ivanišinovem filmu o meni Karpo Potnik se začne praktično film tako, da v stolpnici, kjer sem stanoval, je on posname in prihajajo iz te stolpnice leta 1968 glasovi iz Novega Sada Žilnika, ki pravi: Karpo, dobio sam film, dođi, ti ne znaš da snimaš, a ja da ne znam da režiram. Može nastati nešto strašno interesantno. No, in potem so mi uredili prevoz, sem se odpeljal v to Vojvodino, v 18 dneh smo posneli te zgodnje dele ali rane radove, ki so bili poslani v Berlin in kot 24-letni mulci smo dobili najvišjo nagrado Zlatega medveda. Ker smo pa takrat tavali po tej Vojvodini, to je jasno bila ostra politična tema in so neki mladci raziskovali med temi kmeti in sploh po tem ruralnem, ravnem svetu Vojvodine, kako se kaj obnese. Zgodnja dela je namreč Marx in Engels, kolikor poznate, ne, torej obstaja tale zgodnja dela, obstajajo. In po teh nekih
navodilih iz te knjige, kako se obnese ta knjiga in sploh ta misel v tem ruralnem svetu. Ko smo hodili po teh vaseh, sem pa opazil, da kar nihče niti ni vedel, niti niso bili seznanjeni, da v vsaki vasi obstajajo raznobarvne hiše. In potem, ko sem malo natančneje pogledal, kaj se dogaja, kdo je v kateri hiši, sem ugotovil, da če je hiša modra, je noter sigurno Slovak. Če je hiša bela in ima črno tisto spodaj coklo, je noter Rus ali Rusin. Če je hiša modra, je sigurno noter Slovak. Če je hiša zelo, zelo raznobarvno, so to Romuni. Če pa so še zanemarjeno pobarvani ali pa tudi beli, tako umazani, to so Cigani. In katero sem še spustil, Madžare, če zelena hiša so Madžari. Ne? In to mi je potem nekako ostalo v glavi in sem rekel, zdaj smo z zgodnjimi deli pogledali eno stran, zdaj pa poskusimo iz tega napraviti pa drugo stran o sožitju med temi pač prebivalci te Vojvodine in sem pač sestavil te vrste film, ki pa je bil nagrajevan, na kar prepovedan. Isto se je zgodilo tudi z zgodnjimi deli, ne? In tako se je ta z tem tako imenovanim črnim valom, ki so ga po krivici imenovali novinarji. Žilnikom sva posnela namreč tudi en kratek film, črni film, in to je bila potem opora novinarjem, da so napravili sestavljen kot črni val. No, in leta 1972 so kompletno generacijo praktično prekinili so z našo svobodomiselnostjo in se je nehal, jaz to imenujem nekako jugoslovanski novi val ali pomlad jugoslovanskega filma, in so nas razgnali. Tako da je Žilnik šel v Nemčijo, Makavejev moral s trebuhom za kruhom, ne? Makavejev je šel v Francijo, Ameriko, Petrovič je šel v Francijo. Zanimivo pa, da je Živojin Žika Pavlović pa dobil priložnost, kjer je Slovenija takrat bila še najbolj liberalna, da je lahko svoje delo nadaljeval, ampak v Sloveniji spodaj ne. Tako da smo od njega dobili Let mrtve ptice, Rdeče klasje, pa še, ne vem, še tretji film. 3 filme celovečerne je on uspel v tem obdobju napraviti. Sam pa sem imel to srečo, da nisem bil samo režiser, ker mi je bilo prepovedano 10 let delati kot režiser, sem pa bil takoj poklican od raznih režiserjev, da jim snemam in montiram filme, in tako sem se jaz lepo teh 10 let preživel, no, in leta 80 sem pa dobil tudi za režijo svoj prvi igrani film Splav meduze. No, zdaj sem šel tako z zamorjenimi temami, zdaj pa bo treba iti malo bolj na veselo. Jaz bi mogoče samo še to dodala, da Karpo Godina bo nocoj tudi gost Radia Slovenija na prvem programu, če boste mogoče poslušali, in sicer se bo spominjal svojega prijatelja, svojega sodelavca Dušana Makavejeva, ki je pač v petek je prišla novica, da je umrl, tudi Karpo, ti izrekam sožalje. Zdaj pa pol res gremo bolj veselim temam. Ja. Tako. Mene samo zanima kakšno vprašanje to notri lahko. Ja, mogoče samo je še eno besedico
Ja, okej. To sem te še hotela vprašati. Ta način, ki je tako izjemen, a ne, v tem filmu, pa sploh v tem tvojem obdobju kratkih dokumentarnih, eksperimentalnih filmov, to, da si ljudi nekako fotografsko postavil pred njihove hiše in jih snemal, a si to načrtoval ali je to v tem tednu oziroma v tem obdobju v Vojvodini nekako nastalo, ali je to potem v montaži se nekako pokazalo, da je to tak dober način? Pa jaz sem takrat napravil, to je praktično predzadnji film, 4 kratke filme sem napravil in sem se preizkušal, kako deluje statična filmska slika. Se pravi, to so vse kot fotografije in tako imam 4 filme na isti vzorec, se pravi formalen. Vsak ima jasno različne vsebine in različne pristope, tako da sem se tu malo poigral o prostem času, kako lahko jaz kaj s tem počnem, ne. Zdaj pa, da vse potem lahko... Mogoče samo še Matjažu damo besedo na kratko, a ne? Potem pa odpremo debato, a je v redu tako. Zdaj, kot smo že slišali, ne, vaju povezuje marsikaj. Matjaž je bil študent Karpa Godine, Matjaž je Karpu tudi posvetil ta film, ki ga je Karpo zdaj že večkrat omenil. Jaz bi tudi rekla, da vaju tudi kot avtorja označuje marsikaj zelo podobnega, tudi to, kar sem že na začetku rekla, zagotovo tudi neka igrivost, ki pride pa izrazito do izraza prav v filmu Playing Man, ki smo si ga pogledali. Pa mogoče, Matjaž, tudi tebi eno tako zelo podobno klasično vprašanje, kako si se odločil za Sredozemlje, za te moške v Sredozemlju, od kod ti sploh ta ideja? Pravzaprav čisto na začetku je bilo na nek način moje odkritje igre, ki se imenuje Mora. To je igra, ki se igra s prsti in v kateri se kriči številke. Jaz sem doma iz Štajerske, z Maribora, in seveda te igre nisem poznal. Enkrat sem po naključju se potikal nekaj po slovenski Istri in sem tam po naključju opazil eno skupino moških, ki so to igro igrali. In lahko rečem, da me je popolnoma fasciniral način, na katerega so to igro igrali. In ko sem začel malo dlje raziskovati, spraševati okoli te igre, sem opazil, da v bistvu ta igra obstaja samo po tem mediteranskem bazenu. Se pravi, da čim bi šli, bolj kot bi šli proti severu, te igre ne poznajo več. Mislim, pri nas na Štajerskem pa sigurno ne več. In bolj prevzet od te igre sem pač začel razmišljati, ali bi lahko o teh elementih, posameznih elementih te igre, se pravi teh hitrih prstih, te dinamiki, zvočnosti, obrazih, ekspresijah, posnel en film. In potem, ko sem za to Moro začel raziskovati to igro skozi ta mediteranski bazen, sem pravzaprav opazil, da se znotraj tega bazena pojavljajo še nekatere razne oblike iger, ki so me na nek način tudi začele zanimati in sem mislil, mogoče pa ne bi bil to samo film o morju, ampak nekako širše. Ker namreč ob tem, da sem bil prevzet od te igre kot take, me je na nek način tudi fasciniralo dejstvo, da so vsi, ki so jo igrali, so bili moški. In sem potem rekel, no, mogoče pa lahko poskusim od blizu s kamero opazovati to atmosfero, ki se ustvari med temi moškimi, med tem, ko pač igrajo določeno igro. Kje pa si opazil to turško igro, to igro, ki je skoraj neka antična igra, s katero se film odpre, no? Ja, tako, ko sem začel raziskovati te igre, pa postaneš na nek način pozoren na te posamezne elemente, ti na tej poti pride marsikaj tudi nasproti, ne. Mislim, v tem, ko si s fokusom toliko v eno temo noter, bi rekel, usmerjen, ti potem pač počasi kapljajo tudi druge stvari zraven in sem spet po nekem naključju odkril to turško rokoborbo, ki je na nek način zelo sega nazaj, je zelo tradicionalna zadeva. Mislim, da je ta
ta dogodek, ki smo ga mi snemali, mislim, da je bil že 653 po vrsti se je odvijal. Odvija se pa enkrat letno, tako da si lahko predstavljamo, koliko nazaj gre v času ta njihova tradicija. Tudi tebi, Matjaž, moram še eno tako vprašanje, ki ga najbrž povsod slišiš, postaviti. Ta film je tako izrazito dvodelana, ne? Najprej se nizajo te moške igre, zabavne, nekako tako prodreš v bistvu teh iger. Neverjetno se mi zdi, kako ljudi prepričaš, oba, kako jih prepričata, da nekako pustijo vama kameri v tako bližino. No, potem pa nastopi ta res, ko zagledamo pršanku Jožeta Dolmarka, profesorja filma, in on vpraša, kaj je zdaj, in se začne spet neka igra, morda, ampak popolnoma drugačna. Mogoče še malo o tem. Ja, če sem začel na eni strani s tem, da me je fascinirala mora in igra in bolj kot to, da bi naredil film o tem, da bi opisoval sama pravila igre, kot sem rekel, so me fascinirali posamezni elementi, recimo igre, ne? Kot so ti prsti ali pa pri turški rokoborbi, mogoče bolj ta telesnost, ta stik, to razočaranje v porazu, recimo. Me je po drugi strani pa fascinirala tudi sama beseda igra, igrati, beseda kot taka, ne? Ker se mi zdi, da pri nas v tem prostoru lahko to besedo igrati se uporabljamo v zelo različnih kontekstih. Recimo, mi rečemo, da nekdo igra recimo tenis, rečemo pa tudi, da nekdo igra inštrument, ali pa če nekdo ni povsem resen s kom, rečemo, da se je samo malo igral z njim, se pravi, ni mislil povsem zares, konec koncev rečemo, da je danes film igral v kinu. Se pravi, to besedo igra lahko uporabljamo v zelo različnih kontekstih. Če se jaz pojavim v filmu, spet igram v filmu, se pravi, se spet igram, sem soudeležen v igri. To je pa ta drugi pol, ki me je fasciniral in sem ga hotel na nek način skozi medij filma malo recimo preizpraševati. Ja, vama čestitam, obema, ker nista bila prej na začetku v dvorani. Naj še enkrat ponovim, jaz mislim, da so to ta dva vajina filma in tudi številni drugi vajini filmi, da so to res vrhunci slovenske dokumentaristike. Pa mislim, da sem zelo skromna, če to rečem, da so to samo vrhunci slovenske dokumentaristike. Tako da zdaj bi pa, gotovo imate veliko vprašanj in za Karpa in za Matjaža, tako kar prosim. Ja. Sam toliko bi prosila, ker snemamo, a ne pa za popoldanski abonma, bomo mikrofone dajali za to, da bojo slišali vprašanja tudi popoldanski abonma, kar prosim. Izvolite, gospa. Ja, mene zanima, zakaj je bil ta film o Vojvodincih prepovedan. Saj tako lepo prikazuje sožitje med ljudmi. Ni mi jasno. Jaz sem danes zjutraj na hitro iskal in sem vedel, da nekje imam stran politike, časopisa Beograjskega. Leta 1972 se je zgodilo to, da so nas razgnali in zdaj lahko preberem en košček odgovor na tole, da boste videli, kako je to šlo takrat, ne? Je pa žal v cirilici in v srbščini. Boste razumeli, cirilico vem, da ne boste razumeli to. To sem jaz potrudil, kolikor se bom še znal. Tako da vam malo prikažem situacijo, kako je to. Politika, to je subota 31. mart 1973. Kako su nastali crni filmovi, je velik naslov in potem pravi tako. Od 91 kratkometražnih filmova do sada proizvela Neoplanta, izdvojno 20-tak koji su, torej od 93 ih je 20, ne? Izdvojeno 20-tak koji su karakteristični po tome koliko je kritički duh bio zloupotrebljen za diskvalifikaciju dragocenih tekovina našeg samoupravnog socijalizma.
Kao najtipičniji pominju se filmovi Želimira Žilnika, Nezaposleni ljudi, Pioniri maleni, Lipanska gibanja, Crni film, Žene dolaze, film Bojane Marijan Makavejev Vesela klasa, pa filmovi Karpa Ačimovića Godine, Gratinirani mozak, Zdravi ljudi za razonodu, Nedostaje mi Sonja Heni i film Naška Križnara Beli ljudi. Ker je tudi Naško Križnar, verjetno ime poznate, on je vam etnografske filme verjetno tle že predvajal, tudi njegov film je še vedno tam nekje v Beogradu. Zdaj pa nadaljuje, v analizi se kaže, da slučaj filma Zdravi ljudi za razonodu, to je ta film, ki smo ga gledali, ali ste ga gledali, Karpa Godine, koji je dobio niz priznanja kod nas i u svijetu, zaslužuje posebnu pažnju. Vešto naslikan i komponovan, ovaj film prikazuje Vojvodinu kao egzotiku, komičnu u svojoj višenacionalnoj strukturi. To je film koji se podsmejava bitisanju na zajedničkom terenu, pa svakako i osjećanju zajedništva. No, tako so oni to okarakterizirali, da je lepo zapakiran, ampak da se pa noter skriva huda subverzivna zadeva, ker so jasno uspeli prebrati tudi, da sem jaz tukaj govoril o nekem širšem bratstvu in enotnosti bivše Juge in pa da je tukaj noter, se tu potem še obravnavajo v analizi, da pa je tudi glede Rusov tu neka stvar malo sumljiva. No, potem pa končajo pa tako. Tako se ukazuje, da je neophodno onemogućiti delovanje svih ovih koji su doprinijeli da se vojvođanska kinematografija ne oplanta zloupotrebe za stvaranje filmova koji su strani našem radnom čovjeku i socijalističkoj stvarnosti. Gospod Popovič se je podpisal. No? Tu je še potem o Makavejevu predsej noter, pa o Žilniku, pa o projektu, ki smo ga leta 1972, ravno celovečerno sem še en film z Žilnikom napravil, ki se imenuje Sloboda ali strip, pomišljaje kapital, spet po Marksu. In so nam tik predno smo ga zmontirali do konca, so nam ga odzeli in ga policija potem rabila za razne svoje manipulacije. In pred enim mesecem sem zvedel od Žilnika, to čisto tako zdaj vam tako kot informativno, da se je ta film skoraj v celoti našel in ga je uspel dobiti, tako da čez enih 10 dni bom šel v Novi Sad in bomo pregledali vse te materijale in dosneli, napravili bomo film, ki bo kompariral, primerjal tisti čas in današnji čas, ker neki junaki še živijo in to je tako, da smo takrat imeli neke vohune, ki so vedeli, kaj se dogaja po Jugoslaviji in smo posneli vsa to pomlad, hrvaško pomlad, pa v Ljubljani to, kar gledate včasih na televiziji, kako je izgledalo te študentski nemiri v Ljubljani, to smo vse mi posneli, to so edini materijali, ki obstajajo v tej obliki, ampak nam jih je policija vzela, pa potem so nekako, ne vem kako so se dokopali do teh materijalov in pa kompletno beograjske. To je to leto, ko so se vse te stvari istočasno dogajale in tu imamo v filmu, da neka skupina z 3 mladih tudi potuje po tej Jugoslaviji in doživljajo vse te zadeve. No? Tako da sem vesel, da se obeta zdaj, da bomo po 50 letih končali film. No, to čisto tako informativno. Da. Ja, Ja, izvolite. Ja. jaz čestitam obema za vaše filme danes. In tebi kar po eno vprašanje. Ker sledim in ker sem gledal tvojih filmov, se mi zdi, da slediš kar italijanskemu neorealizmu iz let 1948, 1949 in tako dalje. Morda se motim. No, vse te filme sem večini jaz posnel.
Ja, vsekakor je neorealizem zasidran. Takrat smo odraščali dejansko z temi filmi, tako da je vpliv, ampak predvsem pa je na nas vse deloval francoski novi val z Godarjem in z fanti, ki so pač bili v Novem valu. Jaz bi rada vprašala. Ja, izvolite. V filmu rečete, da ko vstaneš, če uspeš skočiti v vrh svoj in če boš padel, dolgo boš padel in če priletiš, ne da se raztreščiš, potem lahko igraš. Ne vem, kaj vi menite o tem, če bi danes posneli, recimo, ista tematika, ampak ne v Vojvodini, v krajini. Ali se bi še vedno imenoval film Veseli ljudje za razonodu oziroma za zabavo ali žalostni ljudje, ne vem, recimo. No, sej, Zdaj, mogoče samo to, bi jaz povedala, ta pesem, a ne, ta pesem je uvod v film Matjaža Ivanišina Playing Man in tudi to, kar ste vi, gospa, zdaj rekli, se mi zdi tako imenitno, ker jaz, ko sem oba filma pogledala, se mi zdi, da sta tako nekako lepo se povezujeta, čeprav sta ju posnela dva človeka v popolnoma različnih časih, ampak da imata toliko nekih skupnih stvari, no, tako da sta se očitno v dvorani kar zlila v eno. Zdaj pa izvolita oba. No, ta naslov vsekakor je že v prvem filmu ironičen in bi isti ostal tudi danes. Drugo pa je na lušni detalj. No, z tem fantom tukaj sva slučajno odraščala skupaj in narazen v Mariboru v isti ulici, se pravi Smetanovi. Mariborčani rečejo Smetanovi, ker mislijo, da je to hrana. Samo, praktično sva bila soseda v diagonali in se tam še nisva poznala, ne. Šele ko je prišel na akademijo, sem ga spoznal, tako da glede njegovega plemena je pa tako da ga dopolnim. Snemal sem tudi nek film na otoku Susku, daleč nazaj, ko je bil še, ko so se borili še v Vietnamu Američani in v vsaki hiši, ker Susak je v glavnem bil izseljen v Ameriko in v vsaki od teh hiš je bila slika kakšnega fanta njihovega, ki se bori v Vietnamu, tako da so trepetali tam okoli tega, ampak tam so bile v glavnem potem ostala je ženska populacija in kolikor poznate tako malo folklorno, pa verjetno kdo bil tudi na tem Susku, še danes nosijo tudi starejše ženske mini krila, ki imajo 10 spodaj še štirkanih, tako da so kot lutkice, ne. No, in takrat to, kar je rekel Matjaž, to danes se verjetno ne dogaja, so te ženske igrale to, kar je rekel, da je samo moška igra, šije šete, so ženske igrale in to sem tudi posnel in to je pa fantastično, ko pa ženske, mislim, cvilijo tu zraven, to je pa doživetje zase bilo. Glede tehle Turkov, ne, pa je moj oče tudi, med ostalim se je bavil tudi s fotografijo, je pa zmagal na natečaju recimo leta 51, takrat je bila še tovarna Fotokemika za fotomateriale, kdo bo najboljšo sliko napravil in mislim, da ti jo nisem pokazal slike, to se imenuje, ti borci se imenuje, takrat so se imenovali pelivani in je napravil eno fantastično fotografijo, ravno dveh in točno, kar pravi, identično je vse, z oljem namazane, te usnjene hlače in vse, ampak tako da imam veliko fotografijo doma teh pelivanov, tako da se te stvari tako lepo prepletajo med nama, no, in moram pa še ponovno in vedno se mu zahvalim, ne vem, kdo je videl ta film, Karpo Potnik traja 50 minut,
To je dejansko en lepših omažev nekomu, tu konkretno je pač meni. No in kako se ta dva človeka poigravata, mogoče samo še jaz dodam. Film je Matjaž posnel tako, da mu je Karpo postavil pogoj, da v filmu se Karpo ne sme pojaviti ne s sliko, ne z glasom. In Matjaž je to igro sprejel, no, ampak zdaj mogoče v tej pesmi. Ja, zato pesem lahko toliko pojasnim, da je avtor pesmi Vasko Popa. In on je napisal eno zbirko pesmi, ki se dotikajo pač igre. In ta konkretno se imenuje Preigre in je ta celotna pesem njegova malček spremenjeni obliki uporabljena v našem filmu. Toliko. Še kakšno vprašanje, še kakšno mnenje o filmu mogoče? Potem bi pa, Matjaž, mogoče jaz vas vprašala, pa tebe, hkrati pa tudi Karpo, zate to vprašanje. Zvok v vajinih filmih. Zdaj v tvojem filmu Zdravi ljudje je skoraj očitno, a ne, da je ta pesem, ki je tako očiten del filma, nastala za tvoj film. Ampak Matjaž, tudi v tvojem filmu je glasba, so zvoki okolja, so ob tej pesmi na začetku je tudi pesem na koncu, ki jo tudi ti sam odpoješ. Tako en tak zelo pomemben element pri vama obema je ta zvočni del. Ja, Matjaž mogoče, ja. Ja, mislim, za film je zvok, rečemo včasih še bolj važen ko slika, oziroma vsaj enako važen. Se pravi, to naše uho se mi zdi je toliko pameten organ, ki na nek način percepira še širše kot samo oko, ki pač zaznava določene stvari. Se mi zdi, da je uho še pametnejše, bi rekel. Tako da je na nek način ta zvočna slika, če tako rečem, se meni zmeraj zdela pomembna v filmu in smo se z njo tudi precej časa ukvarjali. Zdaj, kar se tiče samo tega pač zadnje pesmi, če lahko odgovorim, to je pač nastalo iz tega, da se meni zdel na nek način ta žanr westerna tudi na nek način zmeraj en tak playing manovski žanr, kjer imate vi zmeraj na koncu enega človeka ali pa dva, ki skupaj odjahata proti zahodu. In spomnil sem se pač enega filma, ki mi je bil pri srcu in sem pač se spomnil, na kak način sta to pesem odpela Dean Martin in Ricky Nelson. Zdaj pa jaz sam nikoli ne pojem in ne rad pojem, nikoli me ne boste slišali pet, to se mi zdelo, da enkrat in edinkrat se mi zdelo, če sta lahko Dean Martin pa Ricky Nelson odpela, lahko pa tudi midva z Musevskim poskusiva. Mogoče ne s toliko posluha pa elegance pa šarma, ampak vseeno, no, za ta naš film, ajde. Zelo prepričljivo, kar se mene tiče. Karpo, kako pa je s to glasbo v tvojem filmu bilo? Najbrž je nastala prav za film. Predvidevam, da je bil film prej zmontiran, pa potem glasba, ali mogoče obratno? No, ker sem pač takrat precej bival v tej Vojvodini, sem spoznal grupo MED ali Laboratorija zvuka, to sta bila brata Vranešević. Imeli so sjajno skupino, ki je pela takšne pesmi in je imela takšno glasbo, ki bi svobodno lahko rekel, da je bila pred časom in da je bila na svetovnem nivoju. Če še danes poslušate te stvari, še danes jih kradejo. Tako da jaz zdaj govorim o letu 68. In sem se seznanil z njimi, napravil sem z njimi za takrat nenavadno stvar enourni spot in smo rekli, sem se odločil, da mi bodo oni glasbo pisali za ta film. Najprej sem ga grobo zmontiral, kot se temu reče, se pravi, da sem nastavil vse celote, še neporezane v zaporedje, kakor bo v filmu.
In potem so bili časi takšni, pa se so danes tudi zelo podobni lahko, da smo radi kaj spili, pa se tako v dobri volji, z dobro voljo delali. Tako da sta mi prihajala oba brata. En je bil arhitekt, drugi je bil pa inženir agronomije, ne vem, kako se temu točno reče v prevodu. Tako da nista bila pravzaprav iz glasbenih krogov, ampak oče njun pa je bil prva violina v Novosadskem simfoničnem orkestru, radijskem. Tako da so imeli že od rojstva vse skozi škripanje violine v hiši. No, tako sta potem ona dva prihajala k meni v montažo, obvezno jasno bil še, kot bi rekel, naš prijatelj, ki me je prej spraševal, steklenica Chiantija, ni bil Chianti, ampak steklenica je bila te oblike, ne, se pravi neke vrste pletenka. In gledali smo ta material, kitara je bila prisotna, rekli smo, kaj želimo recimo za Ruse, pa so bile improvizacije z tekstom, z glasbo. In tako smo šli iz večera v večer v dobri volji, malo nacvrckani, in tako smo se pritovkli do konca s to glasbo, na kar so oni potem to napravili v studijih, pač profesionalen izdelek. In potem sem jaz šele dal glasbo gor na film in sem odrezal točno po ritmu, takrat sem pa film potem spravil v končno formo. In ta dva fanta sta potem, praktično sem ju imel do svojega zadnjega igranega filma, ker nista delala samo te vrste glasbo, ampak sta znala tudi napraviti, če je bilo potrebno, tudi simfonijo, tako da sem praktično v vseh filmih kratkih in igranih uporabljal njiju in jih ne bi prepoznali, ker sta tako raznovrstna. Žal je eden že umrl, ta drug pa še čaka, da bi posnel še kakšen celovečeren film. Izvolite, ja, gospa. Samo še eno vprašanje glede glasbe pri filmu gospoda Ivanišina. Za zaključek ta Ivaniševičevo zmagoslavje v Splitu, ne, ko je prišel, kako da ste zbrali Stabat Mater, ki je mater lakrimoza, žalostna je stala in se milo jokala. To mi je nekako, sej je lepa glasba, ampak žalostna, antipod ali kako. Ja, včasih je pri filmu, ko ga delamo, se včasih pač se jaz rad igram tudi, bi rekel, z določenimi razmerji ali pa s kontrapunktom, recimo med tem, kar gledamo, ni nujno, da zmeraj zvok podpira dejansko to v smislu dokumenta, kot je na sliki, ampak poskušamo to isto preizpraševati, mogoče z druge strani. In se mi je zdelo pri tem primeru Ivaniševiča, ker sem pač se k njemu lahko zatekel, ker sem pač jaz sam kot v mladosti pa v otroštvu igral tenis, je na nek način to moja igra bila in sem se k temu lahko edino zatekel, se mi zdi, v tem drugem delu na koncu. Medtem, ko sem gledal na nek način te posnetke arhivske, tega njegovega povratka nazaj v Split, ker namreč on je bil s tem Wimbledonom ena taka res specifična zgodba, on je bil že 3-krat prej v finalu tega Wimbledona in vsakič je izgubil, ne, se pravi, je bil na nek način večni poraženec v finalu, Goran, in potem v bistvu so ga njega povabili organizatorji turnirja, sploh da je lahko sodeloval takrat tisto leto na turnirju, oni to povabijo pač zaradi prejšnjih zaslug določene igralce in tako je tudi ta Goran Ivaniševič dobil tako imenovan ta wild card, da se je lahko udeležil turnirja. In takrat, ko je bil na nek način najslabši, je prišel do finala in takrat je uspel celo zmagati. Se izvleči iz teh svojih vseh bitk, če se ga malo spomnite, on je imel probleme s tem svojim karakterjem, večkrat je sam sebe premagal, bi rekel prej, kot da ga je nasprotnik uspel. In ko sem gledal te, na nek način, na kak način se ta Goran vrača domov in na kak način ga vsa ta množica pričakuje, ko so v Splitu odprli to luko in spustili vse te male čolne, male ladje, vse to noter v tisto luko, se mi je zdelo,
da gledam nekaj, kar je mogoče malce celo onkraj tega samega dogodka z Goranom in z Wimbledonom, ampak da sem tam ustvarja nekaj, kar ima zame osebno mogoče celo en malo mitološki značaj. Tako da sem poskušal na ta način tudi to obravnavati. Tako. Gospa, ja. Mene pa zanima, če mogoče obstaja še kakšna ideja, playing women, mogoče. Verjetno se obdobja pač težko primerjajo, ne? Ampak bilo pa zanimivo morda večkrat pogledati morda kakšne razlike. Mislim, jaz bi si zelo želel, bom rekel, tak film videti, bi ga zelo z veseljem pričakoval. Ampak jaz sem recimo pri tem filmu zdržal do polovice in potem padel v krizo. Se mi zdi, da pri Playing Women bi že štartal s krizo in bi, mislim, da to mora nekdo mogoče kar pozbrskati tiste svoje posnetke iz Suska, pa da nekdo štarta od tam. No. Matjaž, si tudi zdaj že odgovoril na eno moje še vprašanje, ali je bila ta kriza na sredini filma resnična, ali je bila v scenariju, ali zaigrana, ali kako? Mislim, vse je tu pri tem filmu potekalo na nek način v tem igrivem duhu in je tudi na nek način, ko se je to zgodilo, to ni bilo pričakovano od začetka. Jaz sem od začetka izbral te igre, ki jih vidimo, in sem poskušal na nek način jih snemati na ta način, kot so me fascinirale prvič, ko sem jih videl. Se pravi, ne toliko, da bi se šel ukvarjati če je prej bilo omenjeno, ta etnografski način, kjer bi od mene zahtevalo, se pravi, en znanstven pristop tudi v tem smislu, da bi razložil, na kak način ta tradicija poteka, na kak način pravila igre potekajo, je mene bolj zanimal čisto moj osebni, bom rekel, subjektivni pristop na ta način, ko sem prvič videl te igre in tisti elementi, ki so me prvič fascinirali, te sem poskušal tudi s kamero zabeležiti. No, potem, ko sem te igre posnel, sem na nek način pa prišel do vprašanja, zdaj, kaj pravzaprav s tem mozaikom, kaj mi on ponuja. Nisem imel želje, da bi naredil en tak, bi rekel, samo kolaž teh različnih iger, ki bi jih lahko nadaljeval še z raznimi, še različnimi igrami, enimi bolj mogoče hecnimi, drugimi bolj bizarnimi, kakorkoli. In sem se na nek način začel spraševati, kaj sploh ta tema, ki jo obravnavam, kaj sploh ona je, oziroma kaj je ta podlaga, ki jih druži. In sem na nek način se odločil, da bom na tej točki obrnil kamero, če sem prej bil varno skrit za kamero in opazoval druge, da obrnem kamero na drugo stran in se začnem malo igrati s tem, ki je prej opazoval stvari in da na nek način tudi malo preizprašujem njega, njegovo vlogo in mogoče se malo tudi igram z samim medijem filma še dodatno s tem orodjem, s katerim sam pač delam. No, jaz bom nekaj še tukaj dodal. Glede Ivanišina, on je en redkih, ki se ni odrekel filmskega trku. Ni šel na digitalne medije, ampak ta film, ki ste ga gledali, je posnet na film, kar je v današnjem času strahotno težko, ker ti z videokamero imaš noter materijala, kolikor hočeš in je lahko kader dolg, kolikor hočeš. Tu pa imaš določeno dolžino in se moraš odrekati strahotno nekim stvarem, ki bi drugače kamero dalje spuščal, pa potem naknadno jih vzel, če so uporabni ali niso. Tako da moraš delati pod strogo kontrolo, predvsem sebe. In še ta tehnika nima nekih avtomatov, kot imajo zdaj vsi, ki te stvari snemajo. Ti moraš vse ročno ostriti, najti motiv ostrine, to je neka zelo važna stvar. To se vse mora ročno in je to tako imenovana pravzaprav rokodelska obrt, bi jo lahko imenoval, ampak film daje vseeno še vedno rezultate, ki jih elektronska slika ne more dajati. To jasno ozek krog gledalcev vidi. In zdaj nisem še videl, ampak mislim, da včeraj imel poskusno projekcijo ravno tukaj svojega celovečernega filma v neki obliki, ki še ni končana. In tudi tega je posnel na filmski trak, tako da z moje strani kapo dol, ker sem jaz tudi enostavno zgubljen brez tega traku. Jaz bi mogoče...
Lahko mogoče dodam samo, da ima seveda Karpo precej prstov vmes pri teh mojih odločitvah, ker v bistvu, ko sem jaz prišel na akademijo, sem se ena izmed stvari, ki sem si jo bolj zapomnil, je bilo to, na kak način nas je Karpo, ki je takrat predaval kamero za režiserje, to je bil en predmet, ki smo ga imeli na akademiji, na kak način je on nam pokazal na uvodnih urah, kako se ta 16 mm film vloži v kamero. To je sicer ena tehnična stvar, ampak lahko ga enkrat pokličete, da to vam pokaže, pa boste videli, da ne gre samo za tehniko. To sem si zelo zapomnil in se mi zdi, da je to tudi ena stvar, ki je na nek način, bi rekel, eno seme položilo, no, za te kasnejše odločitve. Kar se pa tiče te omejenosti z materialom, bi pa samo se navezal na ta primer, recimo, znotraj filma, če se spomnite te sekvence s tem sirom, ki se kotali po teh strmih ulicah, pravzaprav smo zaradi omejenosti z materialom filmskim, sta samo 2 kadra, se pravi 2 filmska posnetka obstajata, ki nista v tej končni montaži, ki ste jo gledali danes. Se pravi, tega materiala je zelo malo. Praktično vse, kar smo posneli, je v tej sekvenci, 2 kadra sta izpadla v montaži. Toliko za lažje razumevanje. Ja, torej, hvala lepa, jaz bi res samo čestital, ne, za to krasno izbiro in za to povezavo, ne, tako kot bi, rečemo, učenec skoraj prekosil učitelja, ne, ampak gre za nekaj drugega, kar sta odprla zdaj to snemanje na film. Slučajno sva včeraj gledala drug film, dokumentarec, in sicer Pojmi pesem, ne, o Kreslinu, kjer je bilo tudi vprašanje o kamerah in je bilo pa drugo vprašanje. Ne. To se pravi, da na koncu so snemali z digitalno kamero, je režiser snemal, ne, in je potem bil v dilemi, ali sploh vključiti kvaliteto, ne, tiste posnetke noter, in je rekel, danes se to vse da. Ne. In res hvala, ker ta film je čisto drugačen, ne, in ga gledali z užitkom, tako kot smo nekdaj gledali te filme. In še nekaj bi rekel to o cenzuri. Ne. Jaz upam, ne, da bi to vrstne filme, ne, z nekim komentarjem tudi na slovensko televizijo dali v nekem posebnem bloku, kjer bi odprli oči marsikomu, kaj je res bilo nekdaj, ker čas, ki smo ga vsi živeli s polno, ne, in z veseljem, je imel tudi temne plati. In bi me prav zanimali, lani je bil en film ene srbske avtorice, dokumentarsk o filmih, ki jih je gledal Maršal. Ali je vaš film tudi videl Maršal v eni od nočnih projekcij? Maršal je imel skoraj vsak večer projekcije, tako da je dosti tega videl in je bil eden od največjih filmskih poznavalcev v bivši Jugoslaviji. Drugače pa, ko sem govoril zdaj o filmskem traku, trenutno se vrti, pa ne vem, če se je že odvrtel ravno v tem kinu, pa je mogoče kdo videl Mož s pištolo, mislim, da se tako imenuje. No, Starec s pištolo, ja. No, tudi tile stari mojstri zahtevajo praktično, čeprav je zelo težko, ker ni več laboratorijev dovolj, ni več kamer in tako dalje, da se snema na filmskem traku. In ta film je posnet na filmski trak in celo v najboljši tehniki, ki je možna, v Technicolorju. In ne vem, tisti, ki ste gledali, to se začuti, drugačna atmosfera je, drugačna barva je, drugačna slika je, drugačne mehkobe so in tako. Enostavno je to pač stvar, mogoče sem jaz tukaj malo preveč sentimentalna, ampak ko sem gledal ta film, zdaj ne govorim o vsebini, govorim o podoživljanju enostavno, skoraj forme in izdelka, ki je delan na filmskem traku. Tako da, če bo kdo še šel gledati to, se bo spomnil, kako so včasih filmi izgledali. Mogoče še kakšna beseda iz občinstva. Potem bi si pa jaz zaključno vprašanje privoščila in sicer tako od ustvarjalcev, ne samo filmskih, tudi od pisateljev v gledališču. Zelo pogosto slišimo, da je najtežje biti duhovit, humoren, da je to tisto, kar je najtežje pripeljati do bralcev, gledalcev. Zdaj, kar se vaju tiče, delujeta tako, kot da nimata težav s tem. A je to res tako, kot se zdi, no?
Kar se mene tiče, mislim, jaz sem danes bil mal resen, pozna me naša Ingrid, da sem drugač humoren, pač ali je dober humor ali ni dober humor, Odličen, ampak sem se vedno. danes bal malo to preveč spustiti, izvajati, da mi ne bi kdo tukaj slučajno, ker je ta letnik vse skupaj, da ne bi. Da ne bi vse odgovoril za nekaj. Pravkar sem videl, da se celo moj mladostni prijatelj tam pojavil, prej ga ni bilo, pri njem je posebna nevarnost za te stvari. Ima peacemaker. Ja, mogoče vam je malo tudi lažje, ker sta Štajerca, a ne, pri teh stvareh. Matjaž, mogoče še... Ne vem, kaj bi pravzaprav dodal glede tega. Potem bi se vama pa res lepo zahvalila, v veselje in v veliko čast mi je bilo, da smo danes v Abonmaju se pogovarjali z dvema tako vrhunskima ustvarjalcema, da smo si lahko pogledali dva tako odlična filma. Hvala tudi vam, ker pravimo, da v življenju naključij ni, ne. Bom spet povezala današnje dopoldne s prihodnjim. Čez 3 tedne ogledali si bomo film Pavla Pavlikovskega Hladna vojna. No in ravno, ko je imel Karpo v MOMI retrospektivo svojih filmov, je nekdo, nek kritik, zelo dober kritik, videl očitno prvič njegov film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica in sledila je v časopisu ena velika primerjava teh dveh filmov, tako da zanimivo, ne, doma ni nihče opazil tega, nek kritik v New Yorku je pa takoj povezal film, ki si ga bomo pogledali čez 3 tedne, nominiran za veliko Oskarjev letos, kot veste, s Karpovim Rdeči bugi. Tako da hvala lepa vsem za res tole prijetno dopoldne, ki se preveša po času popoldne. Hvala.